Pozdravljeni in dobrodošli na spletnem pogovornem dogodku Internetne prevare in neresnice, ki smo ga pripravili na točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dogodek smo pripravili skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Dogodek je uvod v februar, mesec varne rabe interneta, in je osrednji dogodek SafeSea ob dnevu varne rabe interneta, ki letos sovpada s kulturnim praznikom, torej je 8. februarja. Ob tem bi vas vse učitelje, ki se še niste prijavili na naš paket aktivnosti, povabil, da se prijavite, da boste prejeli gradiva, s pomočjo katerih boste lahko v razredu izvedli učno uro na temo varne rabe interneta. Pripravili smo zanimive teme, paket pa je primeren tako za osnovne šole, kot tudi za srednje šole. Več informacij o aktivnostih ob dnevu varne rabe interneta, ki jih pripravljamo na safe.si, pa na naši spletni strani safe.si. Današnji dogodek bo predvidoma trajal 1 uro. Z nami so zanimive sogovornice, strokovnjakinje, vsaka na svojem področju, ki nam bodo povedali marsikaj zanimivega o internetnih prevarah in neresnicah, s katerimi se vi srečujete pri svojem delu. Preden pa začnemo, pa bi povabil gospo ministrico za izobraževanje, znanost in šport, profesor dr. Simono Kustec, k uvodnemu nagovoru. Gospa ministrica, beseda je vaša. Najlepša hvala in prav lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani gospod Marko Pušner, koordinator točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si z Fakultete za družbene vede, spoštovane učiteljice, učitelji, ravnateljice, ravnatelji, cenjeni gostje, ostale udeleženke, udeleženci današnjega dogodka. V veliko čast in hkrati tudi odgovornost mi je, da vas lahko danes pozdravim ob začetku vašega obeleževanja meseca varne rabe interneta v slovenskih šolah. Gre za temo, ki je ta trenutek, verjamem, da ena od aktualnih in tudi osrednjih tem ne samo šolskega prostora, ampak pravzaprav širšega družbenega prostora, tem povezanih z spletom, z vsemi pozitivnimi, pa žal tudi negativnimi posledicami, povezanimi z prenašanjem informacij, osveščanjem, ki jih seboj ta medij prinaša. Zdaj, ko govorimo o tematiki vašega današnjega srečanja, je za vzgojno-izobraževalni prostor pravzaprav tematika varnosti, v tem smislu spletne, kibernetske varnosti, v resnici ena od tistih ključnih tematik varnosti v našem prostoru. Poleg seveda tematik povezanih tudi z splošno varnostjo sedaj na polju in pa v odnosu do zdravja in seveda tudi te, bom rekla, klasične tematike varnosti v cestnem prometu. To so, bi lahko rekla zdaj, te 3 peresne deteljice varnosti središčnih v šolskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Je pa prav tematika pravzaprav kibernetske varnosti, varnosti na spletu, tista, ki je prav danes tudi posledično zaradi te izkušnje z izobraževanjem na daljavo, tista, ki ji moramo posvetiti mnogo pozornosti. In to posvečanje pozornosti seveda po eni strani delamo preko, bom rekla, teh formalnih kanalov izobraževanja, to delate učitelji, učiteljice na, verjamem, da skoraj da že dnevni bazi. Hkrati pa pravzaprav je to ena tematika, na katero moramo biti pozorni tudi z vidika posledic, ki jih lahko prinaša. Je tematika, ki po eni strani, ja, morebiti je novost v šolskem prostoru, zanesljivo pa ni novost časa, ki ga živimo in predvsem tudi mladih generacij, torej prav generacij naših učenk in učencev, s katero se oni že kar nekaj časa srečujejo. Govorimo o mediju, ki je njim najverjetneje tisti prvi osrednji medij,
skozi katerega pridobivajo informacije, skozi katerega se seveda tudi učijo in si gradijo neko podobo o svetu, o vrednotah in seveda tudi na nek način gradijo svoje znanje. In prav zaradi tega je osveščanje, informiranje tudi o pasteh, tudi o negativnih posledicah, rezultatih tega, bom rekla, pristopa oziroma ukvarjanja aktivnosti na spletu, tisto, kar pa je naša temeljna odgovornost. Naša temeljna odgovornost, govorim zdaj v nekem širšem družbenem smislu, torej v odnosu nas kot staršev, nas kot, bom rekla, sopotnikov, starejših, v odnosu do naših mlajših generacij, predvsem pa seveda tudi vas učiteljev in pa učiteljic v odnosu do učenk in učencev. Nesporno je, da so mladi pravzaprav v večini primerov bolj vešči uporabe spletnih medijev, vseh orodij povezanih z njimi, kot pa mi starejši, ker pač mi smo se priučili, naši otroci na nek način pa so se skorajda že sovzgojili z tem medijem. Medijem, ki mu seveda zaupajo, v katerega pravzaprav verjamejo zaradi tega, ker je to njihovo, bom rekla, eno od prvih orodij informiranja. Hkrati je pa zaradi tega prav naša, bom rekla, še dodatna odgovornost in pa poslanstvo to, da povemo, da ima takšen medij lahko tudi resne, nevarne pravzaprav omejitve oziroma posledice, da se ga ne sme vzeti kar samega za sebe, zanesljivega, ampak da prinaša seboj, kot rečeno, lahko tudi številne nevarnosti, številne grožnje, tako kot ste sami to tudi poimenovali v obliki prevar, neresnic, lažnih novic, ki potem seveda realnost delajo drugačno od tega, kakršna tudi je. In to vse na nek način predstavlja, verjamem, da en velik izziv za celotno družbo in v tej povezavi zanesljivo tudi za vzgojno-izobraževalni sistem. Več, bom rekla, mehanizmov je, kako se moramo tega lotevati in se tudi lotevamo. Eden je vsekakor ta, da te medije, torej medije, ki omogočajo dostop do spleta, do tako imenovanega digitalnega sveta, omogočamo in zagotavljamo. Po drugi strani, torej čisto skozi, bom rekla, ta infrastrukturno-finančni del, po drugi strani pa seveda je tisti ključni del in pa tudi naše poslanstvo pa to, da skozi ustrezne programe izobraževanja, osveščanja, informiranja povemo, čemu ti mediji služijo, kaj je njihov namen, kako lahko pomagajo pri, bom rekla, pozitivnem, konstruktivnem osvajanju in pa tudi utrjevanju novih znanj, pridobivanju pravih informacij. In v tej luči, kot rečeno, tudi v sodelovanju z vsemi strokovnimi institucijami na našem polju, na čelu z Zavodom za šolstvo, sooblikujemo tudi različne programe, tudi različne, bom rekla, izobraževalne tečaje, seminarje za vas, za učitelje, učiteljice v tem procesu dodatnega izobraževanja. Po drugi strani pa seveda moramo tudi skozi en širši družbeni kontekst to osveščanje tudi, bom rekla, podpirati. In v tem smislu zanesljivo polna podpora projektu, ki ga izvajate v okviru SafeSeaja, projektu informiranja, osveščanja, ki ga preko različnih medijev tudi, bom rekla, promovirate oziroma nekako uspešno realizirate. Tule vsekakor tudi velika zahvala, vidim, da je z nami gospa direktorica časorisa, se pravi tega, rekla, medijskega kanala, ki je namenjen prav našim učečim se, zato da
da so informirani in pa osveščeni o teh zadevah. Vsekakor si ni možno predstavljati potem teh naših, bom rekla, korakov proti takšni kampanji brez Arnesa. Tako da tudi velika hvala in zahvala, ker vidim, da ste tudi predstavnice in pa predstavniki Arnesa danes z nami. Sicer prav tako, skratka, želim povedati, da je v resnici to, kar danes počnete, tisto, kar verjamem, da je poleg teh formalnih kurikularnih elementov v vzgojno-izobraževalnem procesu ključno za to, da z eno veliko odgovornostjo naslavljamo tematike varne rabe interneta in pa žal tudi zlorab, ki lahko pravzaprav jih ta medij, spletni medij, torej osrednji medij naših mladih prinaša s seboj. Vse to je, kot rečeno, izziv za vse skupaj nas. In dobro ga bomo lahko naslovili samo na način, da bomo čim bolje, predvsem v tem našem delu poslanstva oziroma odraslega sveta do naših mladih imeli en tak, bom rekla, strokoven pristop v vzgojno-izobraževalnem sistemu. To zanesljivo pomeni dobro strokovno-pedagoško podlago, ki mora biti tule z roko v roki tudi z strokovnimi znanji, pa tudi opozorili na polju znanosti, ki prihaja iz sveta računalništva in informatike, pa seveda tudi teh, bom rekla, sociološko-psiholoških znanj, ki znajo prepoznavati, bom rekla, te dobre in pa tudi manj dobre plati uporabe spleta in pa interneta. In ko se vse to potem razširi s pomočjo, bom rekla, odgovornega, jasnega, razumljivega medijskega prenosa skozi kanale različnih, bom rekla, medijskih, tako spletnih kot tudi ostalih oblik prenosa informacij, mislim, da lahko rečemo, da smo potem naredili prave korake v smer naslavljanja torej te zelo, zelo pomembne tematike tega časa. Zdaj, na samem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lahko povem, da res obstaja polna podpora vsem tem aktivnostim, tako na nivoju samega izobraževalnega procesa, kot seveda tudi v tem širšem smislu. Podpiramo številne aktivnosti, ravno s tem namenom smo v minulem letu tudi znotraj ministrstva ustanovili posebno službo za digitalizacijo izobraževanja, ki se z vsemi temi vidiki res fokusirano ukvarja, jih naslavlja in je v tem smislu zadolžena za celovito digitalizacijo izobraževanja in pa izvajanja slovenskega akcijskega načrta za digitalno izobraževanje do leta 2027. To je nek krovni dokument, ki smo ga v tem procesu sedaj pripravili in je res v zaključni fazi priprave in bo posebno pozornost namenil prav tematikam, o katerih boste tudi danes govorili. Ena od prioritet tega akcijskega načrta, ANDI se imenuje, je tudi kibernetska varnost, kot rečeno, in prav z tem razlogom, nikakor pa ne samo s tem, smo na ministrstvu tudi vaš letošnji dogodek in pa projekt varne rabe interneta ne samo podprli, ampak ga še prav posebej močno pozdravljamo. In v tej luči, pravzaprav, spoštovane in spoštovani, vam res želim ne samo eno uspešno današnjo razpravo, ampak delo v prihodnje na polju osveščanja dobre, pozitivne, varne rabe interneta za in pa v vzgojno-izobraževalnem sistemu, pa tudi širše za eno družbo, ki bo temeljila, bom rekla, na tistih dobrih, pozitivnih vrednotah, ki so utemeljene na znanju, na informacijah, resnice, dejstev
in tistega, bom rekla, zdravega razvojnega momenta. Želim vam povedati, da opravljate res eno izjemno odgovorno in za družbo ta trenutek neprecenljivo nalogo z vašim poslanstvom in pa naslavljanjem teh tematik, vsak z enega posebnega delokroga vašega delovanja in osveščate in vodite naše mlade po poti enega etičnega delovanja, po poti tistega pravega, recimo temu v narekovajih, zdravega znanja. Veselje mi je, da skupaj udejanjamo in pa pristopamo k družbeno odgovornim vrednotam, da jih zgledom delimo in da bo prav to danes možno slišati in pa tudi videti na vašem današnjem dogodku in to z namenom, bom rekla, tako tistega najboljšega, kar lahko naredimo in pa prenesemo našim mladim generacijam za današnji in pa jutrišnji dan. Želim vam res vse dobro, srečno, uspešno danes in vse vnaprej in vsekakor, da ostanete zdravi in pa odločni na poti znanja in pa osveščanja. Hvala lepa. Gospa ministrica, profesor dr. Simona Kustec, najlepša hvala za spodbudne besede, za ta nagovor. Obenem bi se pa jaz tudi v imenu celotne ekipe SafeSea zahvalil vam in pa Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za podporo, vso podporo, ki smo v teh letih deležni, in pa tudi seveda podporo temu dogodku in pa mesecu varne rabe interneta. Zelo nam je prav pošlo, tako da hvala lepa. Dobro, tako, zdaj nas pa čakajo pravzaprav predavanja. Kratka predavanja, 10-minutna. 3 strokovnjakinje so z nami, in sicer iz SICEP-a Maruša Maligoj, Maja Vrečaj-Zadnesa in pa dr. Sonja Mavljak-Zdovc iz časopisa. Preden pa začnemo, jaz bi se vam zelo lepo vsem udeležencem zahvalil za veliko vprašanj, ki smo jih prejeli, res ste nas presenetili. Govorimo o vprašanjih, ki ste jih lahko vpisali, ko ste se prijavili. Na del teh vprašanj bojo naše strokovnjakinje odgovorile med samimi predavanji, tako da pozorno poslušajte. Del nekaj, bom rekel, najbolj zanimivih vprašanj pa sem jaz izbral in jih bomo ob koncu, v tistem zadnjem 20-minutnem delu, se bomo o njih malo pogovorili, pokomentirali in tudi skušali odgovoriti. Smo pa prejeli tudi veliko vprašanj z različnih področij, ki niso pravzaprav tema današnjega dogodka. Zdaj, kar veliko vprašanje je bilo pravnega značaja. Tukaj bi vas jaz napotil na naše webinarje, na SafeSea webinarje iz preteklih 2 let. Smo kar veliko imeli na temo teh pravnih vidikov v šolah, tako da si boste na marsikatero vprašanje verjetno našli v teh webinarjih odgovor. Potem je bilo pa tudi nekaj vprašanj povezan z avtorskimi pravicami pri pouku, z uporabo gradiv in podobno. Tule bi vam pa jaz priporočil ogled webinarja, ki ga je pripravil Arnes, sicer mislim, da pred 5 dnevi, z naslovom Izklopi na splet, ki si ga lahko pogledate na Arnes video portalu. Pojdite na njihov kanal in trenutno je na prvem mestu. Tako, to je to. Zdaj pa jaz predlagam, da kar začnemo s prvim kratkim predavanjem. K besedi vabim gospo Marušo Maligoj. Gospa Maruša Maligoj je strokovna sodelavka na SICEP-u, kjer skrbi za vsebine v sklopu nacionalnega programa osveščanja varni na internetu. Povedala nam pa bo nekaj o najpogostejših spletnih prevarah. Gospa Maruša, beseda je vaša, izvolite. Zdravo, hvala. Torej, danes bom predstavila nekaj o teh prevarah, ki prežijo na šole oziroma na zaposlene v šolah. Torej, nekako tako je. Glavne prevare, ki prežijo na šole,
so phishing, vdori prek nezaščitenega oddaljenega dostopa, okužene priponke in pa ciljni napadi, ki smo jim bili priča nedavno. Tako da danes bomo šli po teh 4 temah, predstavili bom nekako neke glavne stvari, ki smo jih zasledili, se pravi napade, ki so bili targetirani na šolnike, na koncu pa seveda tudi nekaj trikov, kako se lahko pred tem zaščitimo. Torej, phishing, če ga morda še ne poznate, gre za ribarjenje, kot smo ga prevedli v slovenščino. To je tehnično nezahteven, a izjemno učinkovit napad. Gre za spletno prevaro, pri kateri goljufi računajo na vašo nepozornost. Se pravi, želijo vas prepričati, da so nekdo drug, izdajajo se za neke znane organizacije ali znane osebe, njihov cilj pa je kraja uporabniških podatkov, se pravi, želijo vaša gesla in vaše elektronske naslove. V letu 2021 smo na STI-CERT obravnavali kar 955 prijav phishinga, malo za predstavo vseh primerov prijav, ki smo jih obravnavali, je bilo približno 3700. Tako da je kar velik delež je phishing, napram letu 2020 pa predstavlja kar 37,60% porast. Se pravi, phishinga je vse več, vsako leto ga beležimo več, goljufi pa postajajo vse bolj iznajdljivi. Če tukaj ogledamo primer enega phishing sporočila, ki je bil targetiran na uporabnike Arnesove elektronske pošte, torej tukaj vidimo, da gre za sporočilo, v katerem želijo uporabniki, v katerem želijo goljufi, da uporabniki kliknejo na povezavo, torej na da ali ne. In če na hitro pogledamo sporočilo, bi mu lahko seveda nasedli, saj vidimo, da naj bi prišel od Arnes podpore. Če pa pogledamo dejanski elektronski naslov pošiljatelja, pa vidimo, da v bistvu ne gre za Arnesov elektronski naslov. Tako to je eden od načinov, kako lahko prepoznamo lažna phishing elektronska sporočila. Seveda pa to ni vedno temu ultimativen način, saj kot sem že omenila, goljufi postajajo vse bolj iznajdljivi. Ampak v glavnem, to je bil primer elektronske pošte, ki je bil razposlan na več naslovov in če bi uporabnik nanj kliknil, ga je poslalo na tole spletno stran. Kot vidite, na prvi pogled izgleda kot legitimna Arnesova spletna stran za prijavo. Imamo tukaj vpis uporabniškega imena in gesla, ampak če smo pozorni in pogledamo tale URL naslov tukaj, vidimo, da v bistvu ne gre za Arnesovo spletno stran. In to je tudi najbolj učinkovit način, kako lahko prepoznamo lažno spletno stran, se pravi phishing spletno stran, po URL naslovu. Saj URL naslov je povsem unikaten, vsaka spletna stran ima svojega, se pravi, ne moremo imeti 2 spletni strani, ki bi imeli isti URL naslov. Torej, tukaj lahko takoj vidimo, če gremo na neko spletno stran in ne vem, bi morala domena biti arnes.si, domena pa nekaj tretjega, vemo, da spletna stran ni legitimna. Potem imamo pa tukaj primer drugega phishing napada, kjer pa so goljufi uporabili zlorabljen e-naslov. Torej, v prvem napadu, ki smo ga videli prej, je nekaj uporabnikov nasedlo, so šli na tisto spletno stran, vpisali svoje uporabniške podatke in s tem so jih posredovali goljufom. Ko goljufi pridobijo naše uporabniške podatke, lahko seveda dostopajo do naših računov, v tem primeru do Arnes maila, in tukaj so potem zlorabili legitimen Arnesov mail za razpošiljanje novega phishing sporočila. In tukaj, na primer, če bi pogledali, dobro, piše administrator, kar je že sumljivo, ampak vidimo, da elektronski naslov je dejansko guestarnes.si in če ne bi bili pozorni, bi lahko zopet nasedli sporočilo, saj lahko mislimo, aha, prihaja od Arnesa, sigurno je ok. To konkretno sporočilo je uporabnike peljalo na novo lažno phishing spletno stran, ki tudi posnema legitimno stran Arnesa, ampak če pogledamo URL naslov, zopet vidimo, da je drugačen kot uraden naslov Arnesove pošte oziroma Arnesove strani. Tako da zopet, če smo pozorni, lahko uspešno prepoznamo phishing napad in potem ne vpišemo svojih uporabniških podatkov. Žal pa temu ni vedno tako. Konkretno elektronsko sporočilo, ki sem vam ga pokazala v prejšnjem slajdu, je bilo razposlano na približno 900 uporabniških naslovov in od tega je v prvih 2 minutah napada kar 20 uporabnikov oziroma 2% akademske sfere, ki uporablja Arnesovo pošto, vpisalo svoje podatke.
Tako da previdnost nikoli ni odveč, sicer vedno bo nek procent ljudi, ki bo verjetno nasedel. Imeli smo primere phishing sporočil, kjer so bila sporočila zapisana v slovaščini ali pa v enem od jezikov bivše Jugoslavije, pa so uporabniki še vedno nasedli. Tako da nek procent bo vedno nasedel, če pa smo pozorni, seveda pa se lahko pred tem zaščitimo. Potem druga stvar so vdori prek RDP oziroma Remote Desktop Access ali po slovensko oddaljen dostop. Problem je namreč, da veliko oddaljenih dostopov je nezaščitenih. Ti napadi pa so lahko zelo škodljivi, saj ob vdoru v informacijski sistem lahko pride do kraje podatkov ali pa okužbe računalnika oziroma celotnega sistema z izsiljevalskim virusom. Zdaj, posebno izpostavljeni tukaj so strežniki, do katerih administratorji dostopajo preko storitve oddaljenega namizja, torej na primer, da rabimo neke datoteke oziroma neke storitve, ki so na nekem drugem računalniku in mi dostopamo do njega preko oddaljenega dostopa. Se pravi, če je ta dostop nezaščiten oziroma če na primer uporabljamo zelo preprosta gesla, lahko napadalci vdrejo v sistem in lahko ukradejo podatke ali okužijo računalnik. Zdaj, problem je v tem, da če šola nima izdelane varnostne kopije datoteka na nekem zunanjem disku, lahko izgubi celotno dokumentacijo. Ker če so te varnostne kopije na glavnem strežniku, do katerega pridejo goljufi, potem lahko seveda celotna dokumentacija izgine. Ali jo zašifrirajo z izsiljevalskim virusom, ali pa jo ukradejo. Zdaj, pri izsiljevalskem virusu je stvar takšna, da ta virus zašifrira vse podatke na računalniku in na povezanih napravah oziroma sistemih in edini način, kako lahko pridemo nazaj do teh podatkov, če seveda nimamo varnostne kopije, je plačilo odkupnine. Zdaj, načeloma po naših izkušnjah je tako, da če uporabnik plača odkupnino, dobi podatke nazaj, ni seveda nujno, lahko pač goljufi potem tudi vzamejo denar in pobegnejo, ampak problem je v tem, da ta odkupnina znaša več tisoč, lahko tudi več 10.000 evrov. Zdaj, kakor sem pa že omenila, najpogostejši način, kako storilci dobijo dostop, pa je poskušanje različnih kombinacij uporabniških imen in gesel, ali pa gesel dobijo preko okužbe računalnika oziroma s pomočjo kakšnega phishing napada. Zato je zelo pomembno, da imamo naše uporabniške račune zaščitene z dobrimi, močnimi in unikatnimi gesli. Potem, kot sem omenila, so ena grožnja izsiljevalski virusi, druga pa tudi vohunski virusi. Zdaj, še vedno eden najpogostejših načinov, kako se virusi prenašajo oziroma med računalniki oziroma kako mi okužimo svoj računalnik z virusom, so okužene priponke v elektronski pošti. Kot sem že omenila, izsiljevalski virusi zašifrirajo vse datoteke računalniku in na vseh povezanih napravah oziroma sistemih in datoteke potem so zašifrirane in jih lahko odkodiramo samo s pomočjo plačila odkupnine, ker nam potem pošljejo naši izsiljevalci šifrirni ključ oziroma jih lahko povrnemo s pomočjo varnostne kopije, če imamo to izdelano. Druga stvar pa so vohunski virusi, ki so na nek način še bolj nevarni kot izsiljevalski virusi. Temu je tako zato, ker ko mi odpremo neko datoteko, ki je okužena z vohunskim virusom oziroma ki skriva vohunski virus, ne opazimo nobene aktivnosti. Virus se zažene v ozadju, mi mislimo, da je morda prišlo do neke napake in medtem, ko mi normalno naprej uporabljamo računalnik, ta virus napadalcu pošilja vse mogoče. Naša gesla, ki jih imamo shranjene v brskalnikih in programi za e-pošto, potem sporočila iz e-pošte in iz aplikacij za hipno sporočanje, gesla, ki jih vpisujemo. Se pravi, virus beleži vse vnose, ki jih damo v našo tipkovnico, potem potegne dol sistema digitalna potrdila, ki jih imate shranjene v sistemu. Namesti tudi keylogger, kot sem že omenila, ki beleži vse, kar pišete, prav tako pa virus vsake toliko zajame naš zaslon in sliko pošlje napadalcu. Tako da vohunski virusi napadalcem omogočajo neomejen dostop do našega računalnika in iz tega vidika so lahko zato še bolj nevarni, ker ni nujno, da jih vedno odkrijemo, niti ne vemo, da je naš sistem okužen. Zdaj, če pogledamo primer enega sporočila z okuženo priponko, tukaj vidite, gre kakor za neko sporočilo od tajništva. Če smo pozorni, zopet vidimo, da elektronski naslov ni v redu. Se pravi, enako kot pri prvem primeru phishing sporočila, lahko to lažno sporočilo prepoznamo po lažnem elektronskem naslovu oziroma po elektronskem naslovu, ki se ne ujema s pošiljateljem. Stvar pa je v tem, da
zopet nismo vedno pozorni na to. Ne? Včasih pa lahko tudi pride sporočilo, ki, ne vem, mislimo, da prihaja od neke uradne organizacije, tukaj primer NIJZ, predlažnega NIJZ sporočila, ki se je razpošiljalo leta 2020 v času epidemije in seveda, ker so ponujali neko brezplačno opremo, je marsikdo kliknil na priponko. Zdaj, virusi, ki se lahko nahajajo v arhivski datoteki, običajno to zip, kot v tem primeru, ki ga vidite na slajdu, včasih pa ima tudi kakšno drugačno končnico, ki pa dosti uporabnikov niti ne prepozna. Zdaj seveda, da se pa virusi ne skrivajo samo v arhivskih datotekah. Včasih je lahko v arhivu na videz nenevarna datoteka, ki ima lahko ikono tudi PDF ali pa dokumenta Office, v resnici pa gre za izvršljivo datoteko, se pravi X. Če drugače pa dobimo mail, v katerem je že priponka X, se pravi ti datoteke X, pa takoj vemo, da nekaj ni v redu. Zdaj, virusi se lahko skrivajo tudi v Microsoft Office datotekah, tukaj imamo primer Word datoteke. In običajno po odprtju takšne datoteke dobimo obvestilo, da je za ogled vsebine potrebno klikniti na gumb Omogoči vsebino, oziroma če imamo program v angleščini Enable Content. In če na njo kliknete, potem omogočite izvajanje makrov. S tem se aktivira ta škodljiva koda, ki računalnik okuži z virusom. Tako da teoretično gledano, če na primer nasedete nekemu lažnemu sporočilu z okuženo priponko in priponko odprete, še ni nujno, da ste okužili svoj računalnik z virusom. To se potem zgodi, na primer, v primeru Office dokumentov, če aktivirate makre oziroma omogočite vsebino. Seveda najboljše pa je, da takšnih priponk sploh ne odpirate. Zdaj, zadnja stvar, ki pa želim še omeniti v okviru teh napadov, so pa ciljni napadi. Verjetno vam je vsem znan ta primer z e-asistentom, ki smo ga obravnavali oziroma videli pred kratkim. Zdaj, tukaj gre za malce bolj specifičen napad. Saj ne gre za napad, ki bi se izvajal preko elektronske pošte ali preko spleta, ampak gre za tako imenovan in-house napad. Se pravi, nekdo je napeljal otroke, ki so bili fizično v šoli, k tej spletni prevari, da so odprli lažno phishing stran na računalniku učitelja in jo namestili v brskalnik oziroma jo shranili kot zaznamek. In potem, ko so učitelji dostopali do e-asistenta na tem računalniku, so seveda odprli to lažno spletno stran, ki je bila phishing stran, vpisali notri svoje uporabniške podatke in jih tako posredovali napadalcem. Zdaj, edina zaščita v tem primeru je seveda zaklepanje računalnika. Moramo se zavedati, da šolsko okolje ni nujno varno in učenci verjetno bodo izkoristili vsako priložnost, da ne vem, si izboljšajo ocene ali pa morda malce ponagajajo učiteljem. In računalnik je eden od teh stvari, ki predstavlja ogromno ranljivost. Zato je zelo pomembno, da računalnike vedno zaklepamo. Pravi, vsi učitelji, ko niste ob računalniku oziroma če računalnika ne uporabljate, ga zaklenite. To preprosto naredite tako, da stisnete tipko Windows, se pravi tipka, ki ima logotip Windowsa in L. In s tem je računalnik zaklenjen in brez gesla ne bo do računalnika mogel dostopati nihče. Zdaj, pri tem primeru e-asistenta, seveda, ker je bila stvar odprta na računalniku, marsikateri učitelj ni pomislil, da gre za lažno spletno stran, se pravi, da ni to prava e-asistent stran, ampak zopet, če bi bili pozorni, vidimo tukaj, da URL naslov ni pravilen. Vidimo, da je e-asistent.xyz oziroma pač nek drug naslov, ki je drugačen od uradnega naslova spletne strani za e-asistenta. Tako da še enkrat ponavljam, da phishing spletne strani lahko vedno prepoznamo po URL naslovu in če se nam karkoli zdi sumljivo, samo pogledajte to naslovno vrstico in če URL naslov ni v redu, veste, da gre za lažno stran. Zdaj, seveda, glavno vprašanje tukaj je, kako se zaščititi pred spletnimi prevarami. Ena stvar, ki je zelo pomembna, ker veliko napadov, oziroma veliko nevarnosti, ki preži šolam, se odvija preko e-pošte, je to, da e-pošta ni varen način komunikacije. In kadarkoli dobimo neko neobičajno elektronsko sporočilo, ki ga nismo pričakovali oziroma nas napeljuje k nekemu urgentnemu ukrepanju, zahteva od nas denar ali da nekaj kliknemo, da nekaj odgovorimo, smo previdni.
Če je sporočilo prišlo od znanega pošiljatelja, ga pokličemo, ker lahko ta en sam klic reši mnogo težav, ki se lahko potem pojavijo zaradi spletne prevare. Se pravi, če dobite nekaj od, ne vem, sodelavca, ravnatelja, ravnateljice tajništva, če zgleda vsebina sumljiva, jih kontaktirajte po pošti oziroma po telefonu oziroma osebno in preverite, če so oni res poslali to sporočilo. Stvar je pa tudi v tem, da goljufi postajajo vse bolj iznajdljivi. Ni nekega uniformnega navodila, kako se zaščititi pred vsemi prevarami. Zato je prva stvar, da moramo biti pozorni. In ne smemo se zanašati samo na tehnologijo, ker požarni zid in antivirus ne rešita vseh naših težav. Glavna stvar, ki lahko vsi naredimo za svojo varnost na spletu, tako v šolah, na delovnem mestu in tudi doma, je izobraževanje. In ravno iz tega razloga smo na Sicertu v prejšnjem letu lansirali popolnoma brezplačen spletni tečaj o informacijski varnosti, ki smo ga poimenovali Varni v pisarni in ga lahko najdete na varnipisarni.si. Tečaj je prosto dostopen na spletu in osnovno izobraževanje lahko vsi opravite že v pičlih 30 minutah. Se pravi, ne vem, eno malico ali pa en kratek odmor izkoristite za to, da povečate svojo varnost na spletu. Zdaj, vsebine so razdeljene v 4 module, imajo prilagojene vsebine za posamezne delovne naloge, tako da, na primer, če imamo koga tukaj od učiteljev, je osnovni modul nekako neka osnova, ki jo priporočamo vsem, to bi moral biti obvezen del za vsakega zaposlenega, saj so notri informacije o phishingu, o okuženih priponkah, o geslih, se pravi o stvareh, ki se zadevajo vsakega uporabnika spleta. Za primer tajništvo pa imamo tudi modul administracija in finance, kjer lahko izveste več stvari, ki so bolj specifične za ta delovna mesta. Vsekakor pa boste vsi, ki boste ta tečaj opravili, izvedeli najpogostejše nevarnosti, ki prežijo na spletu in prejeli tudi napotke, kako se zaščititi. Na koncu pa imate tudi kviz, kjer lahko preverite, koliko ste si zapomnili in pa ob uspešnem zaključku tečaja prejmete tudi certifikat. Tako da to je ena stvar, ki bo nekako najbolj vam pomagala se zaščititi na spletu. Res tečaj je zasnovan na osnovi resničnih prijav in primerov, ki jih obravnavamo na Sicertu in vidimo, da šole se v spletnem okolju obravnavajo kot neka mala podjetja. Zato res vsem, ki danes poslušate tole predavanje, toplo priporočam, da si vzamete 30 minut, saj bo tole največ, kar lahko storite za svojo varnost na spletu. Tako, če boste imeli še kakšna vprašanja oziroma na nekaj vprašanj bomo odgovorili na koncu, drugače pa se vam zahvaljujem za pozornost in upam, da ste v tej kratki predstavitvi izvedeli kaj novega. Super, najlepša hvala za tole zelo zanimivo predstavitev. Nadaljujemo, k besedi vabim zdaj gospo Majo Vrečo. Maja je zaposlena na Adnesu, je pa tudi dolgoletna sodelavka SafePsi, tudi naša predavateljica, verjetno jo tudi kdo od vas pozna, če je bila na vaši šoli. Bo vam pa danes povedala nekaj na temo prepoznavanja spletnih dezinformacij, neresnic in pa kako prepoznavamo tudi kredibilne spletne vire. Maja, izvoli. Hvala, Marko. Gremo samo še na prvi strašni korak deljenja zaslona. Jaz sem Maja, pa delam na Adnesu že zelo dolgo časa, od leta 1995. In dolga leta sem ljudi dejansko učila, kako uporabljati internet. Zdaj pa zadnja leta sem se pa dejansko morala preusmeriti v tisto, kar je postalo veliko bolj ključno. Vsi znamo klikati, malo kdo pa zna zares uporabljati internet na način, da bi vedel, česa ne sme uporabljati. In seveda danes bomo o tem govorili. Danes je postala povsem običajna, da vse, kar nas zanima, poiščemo na internetu. To ni problem, če znamo kredibilnost ponujenih informacij preveriti. Ampak zato je potrebno nekaj znanja. Pa dajmo začeti od začetka. Kaj internet ni? Internet ni knjižnica. Internet ni strokovna revija. Internet ni časopis z glavnim in z odgovornim urednikom. In kaj internet je? Internet je okolje, ki nam daje občutek svobode, je okolje, ki omogoča objavljanje in deljenje skoraj poljubnih vsebin. In te vsebine lahko deli kdorkoli in se pri tem tudi poljubno predstavlja.
Internetu zato ne vladajo uredniki, tako kot recimo v nekih resnih medijih, ne znam kot takih preverjenih, ne. Internetu vladajo lastniki algoritmov, ki nam ponujajo nam prilagojene vsebine. Internet je neke vrste Alibabina votlina, ki nam ponuja nova in nova čudesa ali pa nova in nova vznemirjenja. Pač tisto, kar nas bo dlje obdržalo pred zasloni. Internet je niz osebnih informacijskih mehurčkov, ki vsakemu med nami servirajo čist nam določeno osebno informacijsko dieto, informacijski jezik. Tega ne gre imeti zlahka, ker internet ni samo okolje za zabavo, že zdaleč ne več. Postal je naš glavni vir informacij. In ker so te informacije nam servirane glede na naše želje, glede na naše strahove, smo eni mogoče celo v nevarnosti, da postanemo že kar pravi ploskozemci z vsemi implikacijami, ki lahko k temu sodijo. In to je tako bolj pomembno, da se zavedamo, da na internetu moramo biti uredniki, ki zbiramo vsebine mi sami. Sami se moramo naučiti ločiti zrnje od plev. In brez razumevanja narave medija je to zelo težko. Zato so to znanja, ki bi morala soditi čisto osnovna izobrazba vsakega izmed nas. Ampak žal vemo, da temu ni tako, zato je toliko bolj pomembno, da ta znanja usvojijo vsaj tisti med nami, ko svoje znanje delijo v skupnosti. Čisto osnovno, kako lahko zaznamo dezinformacije? Prvi pogoj je, kako se k temu pristopiti, je previdnost in nezaupanje, recimo temu, ne? Skepsa naj bo naš osnovni pristop k iskanju informacij. Tudi, če nam je ponujena informacija grozno všeč, to še ne pomeni, da to drži. Viri so izredno pomembni. A je vir informacije, na primer, neko družbeno omrežje? Ali je vir informacije nek kredibilen spletni medij, uredniško urejen? Tole je citat iz intervjuja v Sobotni prilogi iz leta 2017. Govori o ideji ciljnega ponujanja vsebin in dobrega oglaševanja. Govori o tem, da je dobro oglaševanje, dobro ponujanje vsebin tisto, kar nam da občutek, da smo si tega sami zaželeli. In dajmo se zavedati, da bolj, ko se odrekamo online zasebnosti, bolj so dezinformacije, ki pridejo do nas, algoritemsko uspešno prilagojene našim navadam, željam, strahovom. Naletimo na vsebine, oziroma so nam ponujene vsebine, ki nas zelo vznemirijo, bodimo še toliko bolj pozorni. Ker prav to, da gre za močno čustveno nabite vsebine, je značilnost namensko ustvarjenih dezinformacij. Poleg algoritmov, ki so pač lahko vir širjenja dezinformacij, so lahko tudi naši prijatelji in znanci. Naši prijatelji so zagotovo krasni ljudje, ampak to še ne pomeni, da so tudi dobri novinarji. Kako pa lahko zmanjšamo našo izpostavljenost dezinformacijam in kako lahko preverjamo kredibilnost informacij? Za začetek bolje zavarujemo svojo zasebnost in s tem algoritmom, ki nam prilagajajo informacije, otežimo delo. S tem bomo tudi delno odstranili te plačnice, ki nam tako zelo ožijo internetno obzorje in malo popukali iz tega našega spletnega mehurčka. Potem pa, ko beremo vsebine, na katere naletimo, oziroma vsebine, ki naletijo na nas, nagnimo se nazaj in razmislimo o vsebini. Še posebej, če gre za čustveno zelo nabite vsebine. Z informiranjem uporabljamo kredibilne specializirane strani, spletne strani in še dodatne strani, ki so specializirane za preverjanje informacij. Nikoli ne širimo naprej informacij, če jih nismo tudi preverjali. Če smo nekaj dobili kar nekje na družbenem omrežju, pa kliknemo, to zabavno damo naprej, ne? Zavedamo se tudi, da lahko dezinformacije, ki verjamemo, je mogoče lahko samo uvod v prevaro, na katero bomo nasedli zaradi svoje naivnosti.
Informacije lahko preverjate tudi z uporabo, recimo, ključnih besed iz članka, ki jim dodate besedico hoax, pa potem preverite zadetke, ki ste jih našli na kredibilnih spletnih straneh. Slike lahko preverjate z reverse image search oziroma obratno iskanje slik, kjer potem najdete specializirane spletne strani, ki vam pokažejo, kje vse najdete to sliko. Zdaj pa najbolj važno vprašanje, kaj so kredibilne strani? To je pa žal vprašanje, ki bi potrebovalo še eno poglobljeno predavanje, ker kredibilne strani za jedrskega fizika pač niso iste, ki so relevantne za, ne vem, na primer učitelja tujega jezika, ne? To je lahko specifično, ne? Dajte si pogledati ta video. Kaj vidite? Še dalje bolj razširjeno uporabo umetne inteligence je postalo tudi ustvarjanje zelo prepričljivih lažnih videov, čisto enostavno. In na internetu se moramo ves čas zavedati, da tukaj niti ne moramo vedno verjeti svojim očem. Moramo se zavedati, da imamo mi zares znanje v naših glavah, sem ga moramo dati. Na internetu so samo informacije ali dezinformacije. Zdaj, v teh nekaj minutah smo sam na hitro preleteli naše teme. Zato vas vabim, da poleg tega, da se seveda udeležite prejšnjega tečaja, ki je bil omenjen, da se na marca pridružite tudi na tem našem velikem brezplačnem množičnem spletnem tečaju o varni rabi interneta in naprav, kjer boste izvedeli veliko več in o teh tematikah in seveda še vseh ostalih, ki se tičejo tudi varne rabe interneta, skratka, široko področje. Hvala. Maja, hvala lepa za tole kratko in jedrnato predstavitev. Ja, se strinjam s tabo, zelo težko je danes že v bistvu ugotavljati, komu sploh lahko na spletu verjameš, kaj šele, da bi komu verjel, a ne? Je to težko, ja. Dobro, zdaj pa še zadnje predavanje. Z nami je dr. Sonja Mrljak-Zdovc, urednica časopisa ter avtorica in izvajalka delavnic o spletnih neresnicah. Sonja, gospa Sonja je zelo, bom rekel, zelo vešča tega. Jaz sem že več njenih predavanj poslušal in moram reči, da je zelo zanimiva. Tako da, Sonja, predlagam, da predstavite, kako se vi lotevate v razredu predstavljati te zadeve, učiti učence, da bodo tudi naši učitelji dobili kakšno idejo, če bodo se sami tega lotili. Prosim. Najlepša hvala. Zdaj pa sam še to, da še jaz. Moj zaslon zdaj vidite, ne? Tako da zdaj pa sam še tole. Se vidi, ne? Tako je, vse je v redu, ja. Okay, odlično, hvala lepa. Ja, jaz sem urednica spletnega časopisa za otroke, Časoris, in izvajam tudi delavnice medijske pismenosti, kjer se ukvarjamo predvsem s tem, kako prepoznati lažne novice. Zdaj, termin lažne novice jaz uporabljam zavestno, namreč pravilen je seveda dezinformacija in to tudi vsakič znova pojasnim, ampak lažne novice so ponavadi poslušalcem in uporabnikom nekako bolj jasen termin kot pa dezinformacije, no. In kada recimo nagovarjam otroke, njim je popolnoma jasno, zakaj gre pri fake newsu ali pa lažnih novicah, malo težje pa razumejo recimo pojem dezinformacije, ki ga pa seveda, kot rečeno, vedno tudi predstavimo. Izdajanje spletnega časopisa za otroke in izvajanje delavnic hodi z roko v roki. Namreč ravno to, kar je prej Maja omenila, ne, mi smo tisti kredibilen vir informacij za otroke, mi ponujamo vsebine, ki jih morajo otroci vedeti in pa seveda tudi take, ki jih zanimajo, v nekem jeziku, ki je njim blizu, ne, v bistvu so prilagojene otrokom. Se pravi, mi objavljamo novice iz vsega sveta, iz Slovenije, novice iz sveta znanosti, športa, tako da jih porabimo, da izberemo eno novičko na dan in jo kontekstualiziramo in pripravimo v jeziku, ki je otrokom blizu in jim je razumljiv. Pri tem smo seveda tudi zelo pozorni na to, da je tudi vizualna podoba naših novic njim čim bolj blizu. Delavnice pa seveda dopolnjujejo, ne. Če jim po eni strani ponujamo vir informacij, kjer lahko dobijo verodostojne informacije, torej novice, ki jim lahko zaupajo, jih pa na delavnicah seveda učimo, kako prepoznati lažne novice, ne. Prvi napotek vedno in povsod je, če je nekaj preveč dobro, da bi lahko bilo resnično, pomislimo, ali je resnično, ne.
In takoj naslednji, če je preveč slabo, velja enako. Da ne bi zdaj mi mislili samo pri dobrih, če je nekaj preveč lepo, preveč dobro, preveč nenavadno, da je lahko neresnično. Tudi če je zelo slabo, je lahko neresnično. Na časorisu ponujamo tako pač vsebine, kot tudi vse informacije o lažnih novicah in drugih dezinformacijah. Najdete jih preprosto tako, da ob vsaki novički, ki jo objavimo, imamo še stranski stolpec, ki je namenjen prav posebni rubriki z lažnimi novicami, prepoznavanjem lažnih novic, in potem, če tam kliknete, dobite vse vire, ki jih mi redno zbiramo in so brezplačno vsem na voljo. Prav tako imamo pa tukaj tudi učne priprave, se opravičujem, za osnovne šole imamo 2 učni pripravi in za srednje šole 1 učno pripravo, kjer jih lahko pač potem seveda prilagodite po svojih potrebah svojim učencem. Kako mi ponavadi delavnico začnemo? Nekako poskušamo se približati otroku, tako da jih predstavimo nekaj iz njihovega sveta, da jih vprašamo, če so že kdaj naleteli na lažno novico, na kakšno lažno novico, če recimo še niso, se pogovarjamo o tem, kako se oni počutijo, če se jim kdo zlaže, in potem izpeljemo iz tega tudi pristop do delovanja lažnih vsebin na internetu. Velikokrat se pomagamo tudi z videom, posneli smo prav tak uvodni video, Lovci na lažne novice, ki ga uporabljamo ponavadi na začetku naših delavnic, ob tem pa še celotno zbirko vseh videov na temo lažnih novic, ki je pač zbrana na naši playlisti. Časoris ima svoj kanal na YouTubeu in tam imamo prav posebno playlisto, se pravi skupek nabor videov pod skupnim imenom Lažne novice. Videi so pripravljeni v filmski obliki, bi lahko rekli, in v animirani obliki. Objavljeni so bili tako na YouTubeu kot na TikToku, predvsem na teh platformah zato, ker so otroci seveda najpogosteje na teh 2 platformah in ker tudi na teh 2 platformah najpogosteje pridobivajo sami informacije. Moramo se kar tega zavedati, da če otroka vprašaš, kje je nekaj izvedel, da bo ponavadi odgovoril na YouTubeu ali na TikToku. Ob tem smo pripravili še plakate, ravno zato, ker videi so pač nekaj, kar si ogledaš in potem gre mimo. Za vsak video, ki smo ga pripravili, pa smo pripravili tudi plakate, ki si jih lahko otroci ali pa vi prenesete, sprintate, obesite na steno v učilnici ali pa morda v zvezek. In ideja je, da so ti plakati čim bolj igrivi, čim bolj blizu otrokom, na čim bolj preprost način pojasnijo, kaj jim želimo sporočiti. Pripravili smo 5 takih plakatov, ki dopolnjujejo naše nekoliko daljše videe na YouTubeu. To so teme, so pač resnične in lažne novice, oglasi, globoki ponaredki, ki jih je že Maja omenjala, oziroma deepfake, kako in kje preverjati informacije in primer ene take novice, ki nam vedno lahko da misliti. In pač tukaj so zraven ta opozorila, pomisli preden deliš, misli svojo glavo, preveri informacije in tako naprej. Poleg tega imamo tukaj še tega recimo primer plakata za TikToke, se pravi s čisto konkretnimi navodili, kako preveriti vir. Se pravi, imamo recimo imamo video na TikToku, kjer je ena zgodba, ki je otrokom blizu, ob tem pa še spremljajoč plakat z bistvenim ključnim sporočilom. Kot rečeno, vse to je na voljo na naši spletni strani, ob vsaki novički v stranskem stolpcu se najdejo te informacije. Kako ločevati med lažnimi in zavajajočimi ter resničnimi informacijami, kako prepoznati lažne novice. Na voljo imamo kar nekaj plakatov, to so plakati, ki smo jih v časorisu prevedli v soglasju z avtorji, ta konkretno je recimo plakat Združenja knjižničarjev, kjer je napotki so bolj ali manj povsod univerzalni in podobni, se pravi preveri vir, kako lahko preveriš vir, imate tlele podrobneje napisano, preberite celo novico. Vemo, da približno 70% ljudi prebere samo naslov in vidi fotografijo in se že odzove, bodi si v komentarju ali pa se sam čustveno razburi in vznemiri, tako da je treba biti na to pozoren, da je treba pa seveda novico celo prebrati. Poglejmo, kdo je avtor. V Sloveniji je to dosti preprosto, ker se relativno hitro znamo poznati med sabo. V Ameriki ali pa na globalni ravni pa to že malo težje, poznamo že kar primere kompleksnih prevar na to temo. Poglejmo dodatne vire, če nekdo objavi neko novico, poglejmo, če so še drugi mediji poročali o tej, recimo taki, ki jim zaupamo, lahko so to slovenski, kot je recimo, Radio Slovenija ali pa recimo MMC ali pa v tujini BBC ali pa Guardian in tako naprej. Poglejmo datum, včasih krožijo zastarele informacije,
Vprašajmo se kdaj pa kdaj, ali je šala, ozavestimo predsodke in prepričanja. To je sicer zelo zapleteno, ampak je pa najpomembnejše. Nekdo, če je en kolega rekel, da za to rabiš 10 let psihoterapije, ampak vendar se moramo zavedati, vsi imamo neke predsodke in prepričanja in če vemo, da nekdo igra na naše predsodke in prepričanja, nas lažje zapelje kot recimo nekoga drugega in tudi mi lažje pri nekomu drugemu prepoznamo, da so ga zavedli glede na njegove predsodke in prepričanja. Ne? In pa seveda vedno napotek, ker je pač to plakat Združenje knjižničarjev, vprašaj strokovnjake. Potem imamo tukaj še en primer, recimo, ne, se pravi, podvomiš, preden deliš, ne, tudi en osnovno napotek, ki je bil dan že omenjen, ne deliti, če nisi preveril, ampak to je seveda malo težje, kako pa lahko preverimo. Se pravi, ta naš plakat le pokaže recimo malo bolj podrobne napotke, kako pogledamo dokaze, kako lahko preverimo vire, da se vprašamo, komu je nekaj objava namenjena, ne, ali ima kakšen razlog, da je neko občinstvo izbrano za objavo, kakšen je motiv tistega, ki je pripravil objavo, kako jo je izvedel, če je veliko tipkarskih napak, to ste recimo prej tudi lahko videli, veliko je bilo slovničnih napak v tistih phishing mailih. To je že zelo, zelo pomemben dejavnik, opozorilni znak. Predvsem mediji, ki jih je Maja omenila, tisti, ki imajo urednike, imajo ponovadi tudi lektorje, sploh v Sloveniji je to običajna praksa, seveda prihaja do napak, ampak se pa da videti, ali je neki šlampasto napisano, ali pa morda lektor kaj spregledal, ali pa novinar, ne? In na to moramo biti pozorni, ne? In pa seveda, kakšna je širša slika neke zgodbe. Na kratko, ker vem, da smo že čez čas, pa ker se mi je zdelo, da je mogoče boljše imeti prostor še za dialog, bi bilo to z moje strani to. Če bo kdo kdaj želel stopiti v stik z nami, moj e-mail je sonja@cestoris.si in najdete nas na vseh teh družbenih omrežjih. Najlepša hvala. Sonja, najlepša hvala za tole jedrnato predstavitev. Ja, prednost interneta je, da lahko malo zadevo podaljšamo in jo tudi bomo. Jaz računam približno 15 minut. Tisti, ki žal morate iti, posnetek bo takoj na voljo na tej povezavi, kjer gledate sicer v živo, tako da ni nobenega problema, ne boste nič zamudili. Tako, zdaj bi pa jaz prišel na zadnji del, na pogovor med, neke vrste pogovor med nami štirimi, oziroma, bom rekel, odgovarjanje na izbrana zanimiva vprašanja, ki smo jih prejeli. Kot rečeno, bilo jih je veliko, zelo zanimiva. Jaz upam, da so kolegice na vsa vprašanja, na del vprašanj že odgovorili samimi predavanji, ampak kljub temu je nekaj, ki pa vem, da na katere niso odgovorili. In recimo, mogoče bi začeli kar z bolj tehnično zadevo, ne? Gospa Maruša, eno izmed vprašanj je bilo, namreč, če vidiš zlorabo, če si žrtev neke zlorabe, ali je to zdaj nek kriptovirus, ali tudi ljubezenske prevare, recimo, so tudi pogoste, ali če si žrtev prevare finančne in tako dalje. Ravno danes sem spet bral, je bil spet neko podjetje ostalo brez denarja, ker se je nekdo urinil v komunikacijo in so nakazali na napačen račun. Kaj zdaj narediti s tem? Kam sporočiti te zlorabe, pa a se na nje sploh odzivati? Ja, definitivno se je potrebno na vse te zlorabe odzivati, tako da lahko prijavo vedno pošljete na CERT, torej cert@cert.si oziroma poiščete naš spletni naslov na naši strani. Vsekakor je pomembno, da te prevare se beleži, mi pač nudimo svetovanje in potem napotke, kaj lahko naredimo, ko do tega že pride. Vsekakor pa to ne pomeni, da vsak rečemo spam mail ali pa vsak množični phishing spam mail zahteva ukrepanje. Definitivno pa je nekaj na tem, da ko pride do nekega škodovanja, ko govorimo o spletnih prevarah, seveda kontaktirajte nas, v določenih primerih tudi policijo, tako da ja, je potrebno te prevare beležiti. Vsekakor pa še enkrat opozarjam, da za vsak spam mail, ki ga dobite v vsiljeno pošto, ni potrebno pošiljati sporočila. Govorimo pa za te napade, naprimer, kot so bili ta Arnes napad, ki sem ga pokazala v prezentaciji, ker če gre za neko širšo akcijo, potem tudi mi ustrezno ukrepamo in izdamo obvestila. Verjetno seveda tudi vsakič, če je nekdo žrtev takega napada, se pravi, da recimo nasede ali pa je oškodovan, v tem primeru zagotovo vedno prijaviti, ne? Ja, vsekakor. Tako, super, hvala lepa. Dobro, pa pejmo bolj na ta zdaj zaščito pred spletnimi prevarami, recimo, pa zaščito tudi pred dezinformacijami.
Vprašanje, ki smo ga prejeli, Maja, zate, je, ali obstaja kakšno orodje, s katerim lahko pregledujemo, ali je stran vsebinsko vabna in pa ali je resnična. Se pravi, ali so objave gor resnične. Ja, v tem primeru bi jaz priporočala za začetek, da uporabljate kar to stran, ki jo imamo, oziroma ki so jo kolegi iz FDV-ja postavili na Sejfovih straneh, kjer imate zanesljivo linke, ki so preverjeni. Skratka, ne bomo vas na lažne strani, ki preverjajo lažne strani, vodili. Skratka, ta stran, ki sem jaz delila v svoji prezentaciji, je definitivno ena stran, ki bi jaz priporočila kot začetek. Da s tem začnete. Se to ni edini, recimo, ampak to je po moje kar zelo dobra začetna točka in pokriva različne tipe dezinformacij, ki najdete preverjene za tak tip, lokalne, mednarodne, skratka, začnite s to stranjo. Super, hvala Maja. Pa, če dovoliš, jaz bi vam kar takoj naslednjo vprašanje Maja zastavil. In sicer vprašanje je bilo, kontrolni seznam, ki nam je včasih zagotavljal visoko verjetnost pri preverjanju podatkov spleta, se spreminja. Ali lahko danes sploh sestavimo tak univerzalni seznam v nekaj točkah? Na primer, poglej v knjigo, preveri na Wikipediji, poišči sorodne članke v tujih jezikih in podobno. Ali je to v bistvu sploh možno danes? Do določene mere ja, ne? Ampak ne more biti pa tako, da bi rekel, pojdi tja pogledati na to točko, pojdi tja pogledati. Bolj gre za principe, to, o čemer so v bistvu obe s Sonjo danes govorili. Princip, da si skeptičen, princip, da se zavedaš, da take zadeve obstajajo. In ne samo, da obstajajo, da jih je pravzaprav zelo veliko. Jaz mislim, da je to pravzaprav najbolj pomemben, je ta osnovni princip, da se zavedaš, da karkoli je mogoče malce lahko sumljivo, greš preveriti. Kar se pa tiče preverjanja, pa mogoče bi jaz res priporočila kar tole, recimo, ki je Sonja rekla za otroke, pač ta čisto enostavno, pojte po teh ključcah, po njenih plakatih, ta recimo knjižničarski se mi zdi že krasen. Pa to se zdi vse zelo komplicirano na prvi pogled, kdo se s tem ukvarjal. V resnici vam to pride v kri in zelo hitro se naučite, da za določen tip informacij zelo hitro najdete svoje bližnjice, kjer se najhitreje najdejo prave novice z pravega področja, da zelo hitro uspete ugotoviti, kaj je res in kaj ni. Hvala, Maja. Sonja, vprašanje za vas. Vi ste v bistvu novinarka, tudi urednica seveda časorisa, vem, da imate veliko izkušenj. In eno izmed vprašanj, ki smo ga prejeli, pa je tudi meni zelo zanimivo, tudi jaz pa zapravo ta odgovor dobil. Zakaj se o spletnih prevarah, o spletnih neresnicah, o dezinformacijah tako malo govori? Predvsem tukaj je mišljeno v medijih, ker pogosto v bistvu nekateri spletni portali, spletne strani, tuje, tudi naše državno omrežja, pogosto širijo zavajajoče informacije ali pa popolnoma neresnične informacije. In če se mi o tem ne pogovarjamo, če to nihče ne opozarja, to gre mimo, in potem ljudje nasedajo. Pravilno razmišljam. Ja, jaz se čisto ne bi strinjala. Okay. Jaz bom seveda tlele zagovarjala kakovostne medije in naša naloga kot bralk in bralcev, poslušalcev, gledalcev je seveda, da si znamo izbrusiti, izostriti naš okus, recimo, kateri medijem mi seveda lahko zaupamo. V Sloveniji, ki je majhna, kot rečeno, se mi zdi to relativno preprosta zadeva, kar hitro se znajdemo med našimi mediji. Bolj kompleksno seveda, če beremo novice v angleščini ali v drugem tujem jeziku, kjer pa res dejansko lahko zelo hitro prihaja do prevar. Jaz bi tako rekla, iz meni nekega neznanega razloga dejansko tudi raziskave potrjujejo, da ljudje kar mislijo, da mediji širijo lažne vsebine, ampak to ponavadi ni čisto res. V resnici je tako, da mediji, tisti mediji, o katerih mi želimo govoriti kot medijih, ker namreč internet ni medij, internet je samo platforma, ponudnik nekih vsebin. V resnici medij je tista stvar, kjer delujejo novinarji, uredniki, redaktori, lektori, fotografi in ostali pač, ki delujejo, kot rečeno. Skratka, tam se stvari preverja, tam se sledi informacijam, se dvakrat celo preverja praviloma, Je pa res, da obstajajo portali, ki so pa lažni in imajo podobo, tako kot phishing portali bi lahko primerjali s prejšnjo analogijo. Se pravi, nek portal, ki zgleda kot pravi medij, ima tudi vizualno podobo kot lažni medij, je pa namenjen samo
deljenju lažnih novic. Recimo, ali je to namenjeno zaradi oglasov in želijo pač avtorji portala imeti veliko denarja, ali pa zato, ker želijo neka svoja sporočila. In seveda recimo obstajajo portali, ki izgledajo kot neki nišni portali in seveda so zavajajoči in lahko kdo tudi nasede. Je treba dejansko biti ves čas pozoren in previden. Drugo vprašanje je pa, zakaj se v medijih toliko malo govori. Jaz niti ne bi spet rekla, da se malo govori. Kar veliko medijev, sploh v tujini, imajo zdaj že cele ekipe fact-checkerjev, kot jim rečemo, se pravi cele redakcije, ki so namenjene zgolj in samo preverjanju dejstev ali pa ponujajo svojim uporabnikom preverjene informacije, se pravi AP fact-checking, recimo agencija novinarska in tako naprej. Tega je kar veliko, tudi v Sloveniji, omenjena je bila Neja Razbijalka, Mito Slovenske tiskovne agencije, ki je vrhunski projekt, nevladna organizacija Ostro ima stran razkrinkavanje, oboje je namenjeno recimo ravno preverjanju dejstev. Zdaj za novice za otroke morda v slovenščini dejansko nimamo, tujini obstaja Snopes, ki je Maja že omenila, ali pa celo Team Fact Checking Network, se pravi, ki se ukvarja prav z novicami za mladostnike. In seveda prav tako, recimo, v končni fazi tudi novinarsko častno razsodišče, naša naloga je, da opozarjamo recimo na širjenje neresnic. Prej bi pa rekla, da imamo pri medijih neke druge probleme, da so ali delne resnice, ali nehotena zavajanja, ali napake, ki se nam zgodijo, zato so izumili v končni fazi radirke, ker napake se nam vsem ljudem dogajajo. Naša naloga pa, kot rečeno, je, da se odločimo, katerim medijem bomo zaupali in da jih tudi ves čas tudi malo čekiramo. Se pravi, da ne samo rečemo, ok, jaz zaupam BBC, od zdaj naprej BBC zanesljiv vir, kajti tudi v časorisu smo že objavili novico, ki sta objavila tako časoris BBC kot Guardian, pa se je izkazala, da ni bila preverjena oziroma da ni bila čisto verodostojna, smo mi objavili popravek. Ravno ta objava popravka je spet en način, kako lahko prepoznaš, ali je medij verodostojen ali ne. Čisto na koncu sam še, zakaj mediji manj opozarjajo. Mislim, mediji so v bistvu večinoma zasebne družbe, razen izjemoma, kot so javne, kot je javna RTV. In seveda javna RTV more delovati v interesu najširše javnosti, se pravi, pač oni bojo objavljali tudi tiste oddaje, ki imajo res nizko gledanost, medtem ko zasebne gospodarske družbe, kot so večinoma časopisni mediji, recimo, vzamem za primer, ali pa tudi radiji v končni fazi, pa seveda odgovarjajo predvsem temu, da imajo tiste vsebine, ki njihove uporabnike zanima. In zdaj en del bojo namenili tudi tem informacijam, ampak to najbrž ne bojo prioritetne, ker ne bojo prodali časopisa, če tako rečem. Hvala. Hvala lepa za izčrpen odgovor. Ja, je to kar kompleksna zadeva in tudi v bistvu vsak sam mora iskati informacije na internetu. To je ključno, informacije na internetu običajno ne priletijo, razen na državnih omrežjih, kjer pa seveda smo zaprti v informacijske mehurčke, kar je pa že dolga zgodba. Ok, eno vprašanje v povezavi z gesli za vas, gospa Maruša. In sicer vemo, imamo veliko gesel in si jih je težko zapolniti. In potem za vsako stran, za vsako storitev bi mogel imeti pa zato človek svoje geslo, unikatno. Vprašanje pa je, kako varno oziroma priporočljivo je uporabljati aplikacije za shranjevanje gesel, kot je na primer lastpass.com. Ali je to varno? Zdaj, dejstvo je, da če imamo res ogromno gesel in naprimer, če se ne moramo sami spomniti nekega algoritma, ki nam omogoča generiranje vsakeč unikatnih gesel, se pravi, da mi sami si sestavimo neko formulo, pač ki nam nekako ostane v glavi in za katere osnova je ista, potem pa dodajamo neke spremenljivke za vsak portal, če nimamo tega sistema, potem je vsekakor boljše, da uporabljamo upravljalnika gesel, kot pa da imamo isto geslo za vse razne uporabniške račune, ker potem, če nekdo ugane eno geslo, ugane vse. Glede tega pa tudi potem pomembno, da če že uporabljamo upravljalnika gesel, da le tega dobro zaščitimo. Spravi, potem mora biti tisto geslo res dolgo, res močno, res unikatno, v bistvu, če tako rečemo, uncrackable, da ni tako, da imamo upravljalnika gesel, na katerem imamo vse od spletne banke, Facebooka in maila, potem pa je geslo, zdaj karikirala Marko 1, 2, 3. Tako da to sigurno ni dobro geslo. Tako da ja, vsekakor priporočamo uporabo upravljalnika gesel. Je pa pomembno, da gre za zaupanja vreden upravljalnik. Na naši spletni strani varninternetu.si imamo veliko člankov na temo gesel in tudi seznam nekaj upravljalnikov, ki so zaupanja vredni. Ja, hvala lepa. Ja, Marko, 1, 2, 3 nimam takega gesla in vem, da taka gesla so
med najslabšimi. Ne. Slabše je samo še geslo kot geslo, pa 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Recimo, ja. Dobro, pa mogoče bi počasi prišli proti koncu zaradi časa. Mogoče vprašanje pravzaprav za Maja za vas, pa Sonja pravzaprav tudi za vas, no? Si zelo tako, v bistvu za obe, ne. Kako pomembno je po vašem mnenju v šolah učiti o neresnicah, dezinformacijah, o pomembnosti virov, o prevarah in pa kdaj s tem morajo začeti? Pa mogoče Maja, če vi najprej začnete. Izredno pomembno, ampak tako res izredno pomembno. Tako kot je bilo že rečeno na začetku, otroci zaupajo temu mediju, zato ko so z njim zrasli, ne? In se mu zdi vse v redu, vse na internetu. Mi moramo jim pomagati, da znajo umestiti informacije, kaj je res, kaj ni. In kdaj začeti? Takoj, ko otroci začnejo uporabljati internet, skratka od 1. razreda verjetno, ne? Takoj. Sproti, v bistvu je to nekaj, kar mora iti kot del ostalega pouka, ne? Da vsak učitelj predmetni zna umestiti tole na internetu, boste pa tole našli, pa ni res, ne? Sonja. Ja, jaz se absolutno strinjam. Jaz se popolnoma zavedam tega, da na učitelje, učiteljice prelagamo veliko nalog, ampak je pa res, da v osnovni šoli so vsi otroci, ne? Skratka, vse zajamemo, ne? Absolutno se strinjam s tem, da je treba medijsko izobraževati, zdaj govorim medijsko pismeno, no, bi rekla, izobraževati tudi odrasle, ne? To je nujno potrebno, ampak res pa je, da končna množica je po osnovnih šolah, no, in tam lahko vse zajamemo in otroci, tako kot so pri okoljevarstvu, ko so nas naučili odrasle ločevati odpadke, lahko te informacije prenesejo iz šole domov. Se pravi, če jih mi po malem, že od malega navajamo, v končni fazi že v 3. razredu je v učbeniku pri okolju, mislim, pri družbi je ta tema novinarstvo, mediji, se lahko v 3. razredu že o tem pogovarjajo, najde se to verjetno lahko tudi pri slovenščini in ostalih predmetih. Malo po malo se da vsak predmet nekaj vnesti. Če ne drugega, zato, ker recimo mene tudi odrasli učitelji še zmeraj sprašujem, prej bo tudi eno vprašanje o avtorskih pravicah, kako lahko jaz dostopam recimo do fotografij, ki jih smem uporabljati. Torej, očitno imamo mi že tudi s temi zavedanji težave in torej je čisto smiselno, da te vsebino umestimo v osnovno šolo pač prek vseh predmetov, recimo, da se pogovarjamo, kako dostopati do varnih virov informacij, lahko in pri matematiki, in pri fiziki. Znanstvena pismenost smo zdaj v korona časih videli, je ključnega pomena za to, da celo družbo ohranjamo skupaj. Mediji so pa tudi spet tisti element, ki nekako nas povezujejo in razbijajo te individualne mehurčke, v katerih smo se znašli. In samo s tem zavedanjem, kakšna je vloga medijev v družbi, bomo mi potem lahko s časoma skupaj sobivali pomožno čim bolj strpno. Ja, hvala, zanimivo. Dobro, zdaj pa še zadnje vprašanje, v bistvu za vse tri, pa če ga lahko vsaka mogoče na kratko pokomentira. V bistvu vprašanje je delno tudi komentar, ne, glasi se pa takole. Kaj lahko naredimo, da bodo na spletnih medijih, v najširšem pomenu svoje, na državnih omrežjih, na spletnih straneh in tako dalje, predvsem vsebine, ki gradijo osebnost v pozitivnem, v vrednostnem sistemu, ki jo opolnomočijo. Preveč je vseh teh resničnostnih šovov, silikonskih vplivnežev. Osebno menim, da gre za dovoljeno zlorabo. Pa mogoče, Sonja, če vi začnete najprej. Ja, jaz imam zelo preprost odgovor. Od nas je odvisno, kaj izbiramo, ne? Mislim, tisto stran, ki jo izberemo, tista bo obiskana, če jo še podpremo finančno, bodisi z nakupom naročnine ali s kakšno drugo podporo, jo bomo podprli, ne? Mi smo tisti, ki odločamo, katere vsebine bojo zaživele. Problem pa je seveda, da senzacionalistični mediji, nad katerimi se običajno tako zelo zgražamo, so veliko bolj brani kot recimo resni mediji, ne? Gre to za faktor 10-krat. Preprosto zato, ker na nek način, na čist neki človeški ravni, nam je pa bolj prijetno brati o slabih stvarih, ker se mi pol psihološko bolj počutimo, kot da bi brali skozi same dobre stvari, ker imamo pa seveda težave v svojem življenju lahko in če beremo, kako je drugim vse super, ne, se še slabše počutimo, ne. Ampak vsekakor lahko pa zadevo ozavestimo in se odločimo, kam bomo vložili svojo pozornost, svoj čas in denar. Maruša, kaj pa vi menite?
Se strinjam z gospo Sonjo, da v bistvu to, kar mi beremo, to, kar mi delimo, temu, čemu posvečamo čas, to bo v bistvu tudi v ospredju. Konkretno pri družbenih omrežjih so algoritmi tako zasnovani, da nam prikazujejo stvari, ki nas zanimajo. Se pravi, če bomo mi usmerjali svojo pozornost k nekim pozitivnim stvarem, kredibilnim novicam, bomo potem tudi dobivali te informacije. Tudi sami se konec koncev odločamo, komu sledimo, čemu sledimo in kaj beremo. Tako da dejansko to, kar nas zanima, se potem tudi odraža v tem, kar vidimo. Tako da se pravi, temu, kar namenjamo pozornost, to bo v ospredju. Tako da smo sami odgovorni za to, kakšne informacije konzumiramo. Maja, kaj pa vi pravite? Ja, pravzaprav ste moji sogovornici že povedali bolj manj vse. Jaz bi mogoče samo še na koncu dodala, sem tako lepo staro floskula, bodi sprememba, ki jo želiš. Ker to je to, kar hočemo narediti. Mi hočemo narediti nek lepši svet za vse in moramo ga aktivno soustvarjati s svojimi izbirami, s svojimi objavami, s svojimi poobjavami. Skratka, imamo nekaj možnosti, pa še nekaj je. Zmeraj imam občutek, da je internet ogromen, se je, ampak mi živimo pravzaprav v Sloveniji v zelo malčkanem okolju. Tako da vsak izmed nas, uporabnikov interneta, pravzaprav kar nekaj prispeva k našemu malemu internetu, ki ga tukaj vidimo. In mislim, da imamo vsi vpliv in mogoče, glejte, tukaj je zelo veliko poslušalcev danes. Če vsak med nami naredi mali delež, smo že nekaj premaknili. Skratka, mi uporabniki smo tisti, ki ustvarjamo internet in takšen, kakršen ga bomo ustvarjali, takšen tudi internet bo. Tako, prišli smo do konca. Jaz se vsem gledalcem, poslušalcem zahvaljujem za to, da so zdržali toliko časa. Najlepša hvala tudi vsem trem sogovornicam. Jaz mislim, da ste bile zelo zanimive, da ste podali veliko uporabnih informacij vsem gledalcem. Bi se pa na koncu tudi zahvalil Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je pravzaprav omogočil ta dogodek. Posnetek bo na voljo že takoj na tej povezavi, kjer ste gledali, sicer pa na spletni strani SafeSea in pa tudi na Arnes video portalu od jutrišnjega dneva dalje. Želim vam lep dan in pa nasvidenje. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala za